Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep dober dan iz studia Idrijskih novic. Od vetra z juga nas je skozi bogato kariero pop-rock glasbe popeljala do Marsa in Venere, spraševala, če je to vse, a se tukaj svet konča, nam dala razloge, da bomo z njo ostali do konca in šli skupaj do roba in še čez. Z mano danes v studiu Tinkara Kovač. Živijo, lepo pozdravljena in lepo pozdravljeni gledalci in gledalke. Tinkara, o vašem talentu čipkajo že ptičke na vejah. Mi je všeč, da si uporabila besedo čipkajo namesto čivkajo, kar se za vaš kraj tudi spodobi. Ne? Tako, ne bi bilo prav. Tako. Ja, lepo, hvala za tako lepo napoved. Res je že dolgo, odkar sem na slovenski glasbeni sceni, prav letos 25 let. In od takrat do danes sem nanizala tudi že več kot 15 albumov, najrazličnejših glasbenih sodelovanj. Odpela in odigrala sem več kot 1000 koncertov v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji, celo Turčiji sem igrala in tako dalje. Tako da imam lepe spomine in tisti veter z juga, s katerim se je vse začelo leta 1997, ki prinaša slabo vreme, je meni ravno obratno prinesel eno lepo glasbeno pot, ki še traja. Zelo lepo in ko smo ravno pri vetru z juga, to je bilo namreč moje vprašanje, kar za začetek takoj in seveda poudarek, da je 25 let od tega. Torej, Tinkara, zanima me, kaj pravzaprav pomeni ta veter z juga, na koga se nanaša veter z juga? Veter z juga je ujet v tiste post-jugoslovanske čase, motiv Lepe vide. Avtor besedila je Dragomislej Mef in takrat se je s tem motivom poigral na način, da je v skladbi med vrsticami zapisal, da Slovenija odhaja. In tako se je takrat tudi zgodilo. Jaz sem sicer nekaj let kasneje to pesem pela, je pa vseeno zaznamovala obdobje mlade Slovenije. Lahko jo pa razumemo tudi malo drugače. Tukaj pri vas, gor na hribu, bi lahko razčlenili vsak vers in ugotovili mogoče, da je to tudi lahko kakšna postporodna depresija in podobno. Skratka, mati odide od doma in zapusti otroke. Razlog pa je veter z juga. In vsak v tej pesmi najde nekaj svojega in prav v tem je širina Dragomisleja Mefa, ki zna besedila napisati tako, da se lahko res vsak sprehodi med vrsticami in najde nek svoj pomen. V osnovi pa lepa vida. Zelo zanimivo, namreč predvidevam, da marsikdo tega ne ve. Me pa zanima pri tem še, kaj pravzaprav ta pesem potem pomeni za vas, kot za izvajalko? Torej, zdaj si približno predstavljam, kaj pomeni zame in kaj pomeni torej za poslušalca. Pa vendar, za glasbeno kariero nek krasen začetek vsega. Ja. Več stvari sem se naučila od te pesmi. Prva sem o sebi ugotovila to, da čeprav sem imela takrat 17 let, da sem zelo čudno znala odpeti eno tako težko besedilo. Drugo, da od tiste prve pesmi naprej nisem nikoli sprejemala besedil, ki mi niso bila všeč, oziroma sem za njih smatrala, da nimajo neke umetniške vrednosti. Potem pa še to, da je v bistvu Veter z juga skladba, ki sem jo takrat odpela na odru za predizbor za Eurosong, torej na EMI, in pristala na predzadnjem mestu. Zelo nenavadno, ne? Za eno tako pesem, ki je potem postala v bistvu čez 2 meseca tisto leto pesem Vala 202, pa še drugih radijskih postaj. Kasneje, leto kasneje pa tudi ena med najbolj predvajanimi skladbami v Sloveniji. Torej, ni rečeno, da če ne uspemo na nekem festivalu in znotraj nekega konteksta, nekih strokovnih žiri, da ta pesem ni dobra. Nikakor ni. In prav to je zanimivo, ne, pri tej pesmi. 25 let je na koncu koncev stara in dejansko še danes jo slišimo res velikokrat. Obstaja mnogo priredb vaših, kot tudi drugih izvajalcev.
In zato res, če bi imela klobuk, bi ga dala dol. Hvala. Ampak, ko smo ravno omenili, torej EMA, 97. leta, torej prvikrat na EMI, na EMO pa ste potem stopila še nekajkrat. In kakšne so te izkušnje iz EME? Kaj prebudi EMA v človeku, v ustvarjalcu? Ustvarjalcev verjetno ne veliko, zato ker je to nastop, na katerem se poje na glasbeno matrico. Celo, ko sem igrala flavtistični part, mi ni bilo po pravilniku dovoljeno, da odigramo živo. Torej, moram reči, da z glasbenega vidika nikakor ne, ni to neka posebna izkušnja. Je pa z vidika televizijskega šova in še bolj, če gre nekdo potem naprej, ne? Kot se je meni zgodilo potem leta 2014, ko sem zmagala in šla na Dansko. In takrat je bilo lepo iz večjih razlogov. Prvi je bil ta, da če ne bi zmagala, bi potem, oziroma lepo, se opravičujem vsem tistim, ki plačujete TV prispevek, da ga še vedno morate plačevati, tudi za Eurosong, zato ker sem jaz tisto leto šla v finale. No, skratka, takrat je bilo prelomno leto, tega nismo govorili na glas. Če ne bi šla v finale, Slovenija od takrat naprej ne bi več šla na Eurosong. Ampak sem šla. To nam je nekako čudežno ratalo, uspelo. Pa verjamem tudi zato, ker smo bili posebni kot ekipa, skladba je bila zanimiva in malo je flavtistk pevk oziroma pevk-flavtistk in je verjetno to tisto, kar je potem publiko po Evropi prepričalo. No in še ena lepa stvar, da je rekordno število gledalcev pred televizijskimi sprejemniki v Sloveniji spremljalo ta prenos in sicer 500 000 jih je bilo in takrat sem dobila res ogromno raznih voščil in res začutila to Slovenijo in zadaj odgovornost do tega, da jo lepo in ustrezno predstavim. Zelo veliko je enih novih informacij, v bistvu nekatere malo bolj šokantne, nekatere malo manj, ampak vse to je glasbeni svet, svet nekega ustvarjalca. Zato mogoče zdaj, ko smo pri taki debati, ko imam nasproti sebe nekoga, ki je res profesionalec v svojem fohu, zato me zdaj zanima Eurosong. Torej, v zadnjih letih se velikokrat sliši neko mnenje, da je Eurosong postal, da v bistvu prioritizira vizuale in šov, kot pa dejansko glasba. Pa ne samo na situacijo letos, mislim prav za več let nazaj. Kakšno mnenje imate glede tega sama? Jaz sem že več let tudi v strokovni žiriji za Nemčijo in za Švico in lahko povem tudi z druge strani odra, oziroma že prej sem bila 3-krat v zakulisju, ker je bil moj takratni partner komentator in jaz sem šla z njim na 3 lokacije v Litvo, Estonijo in v Turčijo in spremljala Eurosong iz zakulisja. In lahko povem to, da Eurosong ne samo v zadnjih letih, ampak že mnogo let ni glasbeno tehten festival. Jaz mislim, da prvi razlog za to je ta, da ni orkestra v živo. Ko sem bila na rdeči preprogi, sem stopila do direktorja Eurosonga, ker takrat sem imela možnost, da ga ulovim za tistih 15 sekund in ga vprašam, zakaj ni orkestra. In on je rekel, da nimajo dovolj denarja in to je zelo, zelo neumen odgovor. To ni res. Glede na to, da Eurosong stane več milijonov evrov in naprimer na Danskem samo to so porabili 4 milijone več, pa nič za to. Torej, en orkester zagotovo, tisti milijonček bi pa že ne prišli odigrati. Torej, to je prvi razlog, zato potem tudi glasba in tudi renome in odnos avtorjev in izvajalcev do Eurosonga ni tako glasbeni. Drugo, Eurosong je platforma zaradi tega, ker je organizirana v strani EBU-ja in to je Združenje televizij. Platforma za preizkušanje novih tehnologij. Običajno te prihajajo z švedskega konca, oziroma skandinavske države poskrbijo za to in pač preizkušajo vse možne razne zadnje vesoljske postaje in tako naprej. In recimo, da sta to 2 glavna razloga. Tretji razlog je pa ta, da
Posledično se na Eurosong ne prijavijo glasbeniki, ampak ponavadi kakšni komedijanti, kakšni reality show, v bistvu zvezdniki ali zvezdnice in podobno. In recimo Anglija kot primer, ki je alfa in omega zgodovine pop-rock glasbe, namenoma z norčevanjem in prezirom pošilja na Eurosong slabe izvajalce. No, letos je bila izjema, ampak res izjema, že stoletja nismo slišali take skladbe, včasih tako zelo slaba skladba strani Anglije, da je bilo meni nerodno za njih. Oni recimo imajo televizijskega komentatorja, ki se norčuje od začetka do konca. Tako da vsak na Eurosong gleda drugače. Jaz mislim, če bi morali poiskati eno besedo, ki bi jo nadomestili z besedo song, bi lahko bila najboljša beseda cirkus. Euro, cirkus. Za vsakega nekaj in za nobenega, mislim, v bistvu vse skupnič. Zanimiv vidik, sigurno malokrat slišan. In po vsemu temu, torej, kar zdaj veste, kar ste videla, torej, po vsej taki sliki, kot jo imate, bi si še želela nastopati tam? Nimam neke posebne želje. Mogoče, če bi imela zadaj planirano turnejo po Evropi in diskografsko pogodbo in tako dalje, bi se mogoče še odločila, pa dvomim, da se bo to zgodilo, ker nimam teh ambicij. Verjetno bi mi bilo bolj zabavno iti na Sanremo. Tako, ja, Sanremo. In kar pri tem se bomo malo ustavili. Sanremo. V Sloveniji imamo eno tako podobno različico tega Sanrema. In ste že kar stara znanka tega festivala, ne? In tudi letos je bilo pa kaj, bom pa kar prepustila besedo. Ja, jaz sem na Melodijah morja in sonca, tem našem primorskem poletnem festivalu, nastopila 4-krat in vsakič sem zmagala. Prvič sem prejela nagrado za debitanta, drugič sem prejela nagrado za najboljšo interpretacijo in glavno nagrado. Tretjič glavno nagrado, nagrado za besedilo in nagrado za glasbo in četrtič glavno nagrado in za skladbo v celoti. Tako da imam doma na polici 8 kipcev. Moja hči mi je, potem ko sem prišla domov z letošnjega MMS-a, rekla, da me verjetno ne bodo več spustili v auditorij Portorož, ker vsakič, ko pridem, zmagam in me že tako malo po strani gledajo. Ja, sem imela napisane vse te dosežke, vse te nagrade in jih je bilo kar težko napisati, ker jih je toliko. Obstaja sploh še kakšna ta nagrada v bistvu v sklopu tega festivala, ki bi jo lahko dosegla? V bistvu ne. Ne? Ste pobrala vse? Čestitke. Hvala. To pa veliko pomeni. In nagrada za življenjsko delo, če bo kdaj, ampak te si pa še ne želim. Ja, dajmo še malo počakati. Bomo to vprašali v naslednjem intervjuju. Čez 15 let. Ali pa še kakšnega več. Ampak mogoče zdaj malo za šalo, pa malo za res. Auditorij Portorož, torej to so vaša domača tla, si upam reči, tudi ta klima vam verjetno bolj ustreza in pa tudi na koncu koncev ljudje so bolj vaši, bi se izrazila. Ja, v bistvu predvsem so ljudje. Na slovenskih festivalih jih več ni. Včasih smo imeli slovensko popevko na gradu ljubljanskem, pa tudi pred izbori EME so imeli publiko, zdaj je pa nekako vedno manj in se poje kameram, kar ni fajn tudi za vzdušje. Vseeno je glasba, energija, univerzalen jezik, ki se splete tudi z počutjem tistih, ki so skupaj v prostoru. In v auditoriju je to. Tam je več tisoč glava množica in to je poseben občutek. In osmisli v bistvu nastop. Ja, osmisli nastop in predvidevam, da tudi točko kot tako, tudi pesem izpade in nastopajoč kot tak je čisto drugačen. Seveda, Pa še najboljša oziroma dobra prijateljica na drugi strani mikrofona, Anika. Torej, letošnji produkt, ki ste ga dostavili trgu, je fantastičen in zelo poslušen.
In verjetno je na koncu koncev tudi to recept za take uspehe, kar se tiče. Jaz mislim, da čas vsakič drugače zveni, neko obdobje. In mislim, da letošnje leto mora zveneti svetlo rumeno, kot je tvoja obleka. Mislim, da to rabimo. Zato, ker je za nami veliko črnega, ne? In tudi zdaj okolje nasplošno, od požarov do vojn in podobnih stvari. Zato sva začutili za neko to pesem in sva rekli, greva tja tokrat, ne zato, da opozarjava na, predvsem jaz, svojimi angažiranimi besedili, na vse tiste stvari, ki niso v redu, pa dajva zdaj poudariti svetlobo tega časa oziroma svetlobo v ljudeh. Čeprav je tam notri tudi en vers, ki pravi, da tale naš svet je en tak star slepar, ne? Ampak življenje je pa ples. Tako, življenje pa je ples, ja. Bi želela končati na ta stavek, ampak kakorkoli pa v najnem pogovoru zdaj res ne želim izpustiti tudi slovenske popevke. Tudi tam ste nastopila in tudi tam požela nekaj uspeha. Kakšna izkušnja je bila slovenska popevka, mogoče kaj drugačna in kako drugačna kot pa festival Morje? No, slovenska popevka in orkester, to je neprecenljivo. Leta 1999 sem tam krat zasedla 3. mesto, to je bil moj prvi album, mislim, da 3. pesem in to je zelo lep uspeh. Še posebej, če vemo, da je zmagala prav tisto leto Zimzelena Šifrerjeva Za prijatelje. Tako da to je res neprecenljivo. Kar se tiče slovenske popevke potem kasneje, je pa zanimivo, da sva z Aniko takrat prvič združili moči in sva tudi že na slovenski popevki skupaj odpeli skladbo Po zimi. Aha, in tudi takrat sta bile uspešne? Nisva dobili nobene nagrade, ampak je bil krasen nastop in to pesem izvajava skupaj z orkestrom še vedno, vsakič, ko je le priložnost. Pa tudi to je potem vrsten uspeh, normalno. In ko so ravno omenile vse te inštrumente, tudi sama ste instrumentalistka, vsi vemo, prečna flavta. In zdaj me res zanima, kot vokalistko, ki rada razbivam po stvareh, me zanima, zakaj prečna flavta? Prečna flavta zato, ker takrat, ko sem imela 6 let in sem se morala odločiti za to, sem imela 2 razloga. Prvi je bil ta, da sem ugotovila, da če bi igrala harfo, kontrabas ali klavir, teh inštrumentov ne bi mogla vzeti s sabo na šolski izlet. Flavto pa lahko daš v žep in greš. Drugi razlog je pa bila tista čarobna pravzaprav rock etno flavta Iana Andersona, skupine Jethro Tull. In v 60-ih letih je bilo veliko flavte v popularni glasbi, vsak drug band jo je imel. Potem zanimivo, da te niso obstale, pravili so, da se niso slišali na odru, ker so bile preglasne kitare in preslabo ozvočenje. Tako da Kenneth Heat, 10 Years After, Jethro Tull in tako naprej, to so bili nekateri bendi, ki so jo imeli. Pa recimo tudi Stairway to Heaven, ki je ena večjih hitov tistih časov, ima notri sicer blok flavto. No in skratka, to je bil razlog. In kasneje sem potem tudi Iana Andersona srečala in sva skupaj odigrala 11 koncertov. 11 koncertov? No, to pa je ena taka zanimiva izkušnja, vsak posebej predvidevam, ne? Zanimivo je zelo blaga beseda, ja. Zato, ker je bilo, jaz sem že rekla večkrat, da za mlade glasbenike je že veliko to, če bi lahko imeli možnost vsaj stati zraven, čisto negibno, nepremično velikanov svetovne glasbe, tako pa sem imela možnost celo igrati. Ian Anderson je prenesel ta duh te rockerske flavte in še marsikaj, sem se od njega naučila, kar mi bo zavedno ostalo in bom vsakič nosila s sabo na oder. Zagotovo. V bistvu ostajam pri vsakemu sklopu malo brez besed, tako da se opravičujem za mojo redko besednost danes. Ampak zdaj pa mogoče res še tista glavna stvar, Idrija je blizu Šebrelj. Tako da Šebrelje so nekako skoraj da malo naše, zdaj kakšen Cerkljan me bo malo grdo pogledal pri temu, ampak
tudi vi ste lepo povezana s čebreli in zato tudi prečna flavta se potem lepo povezuje še s tiddly-babom. Ja, razpotje je, ne? Stičišče in to so najbolj čarobne, magične točke povsod. Čebrelj je kot pentagram 5 cerkva in center, jaz bi kar rekla, zibelka svetovne inštrumentalne scene, torej prvi inštrument, kadarkoli najden in potrjeno izdelan s človeško roko, se je našel prav tukaj v Sloveniji. Po eni strani bi mi bilo težko, če bi videla trume tujcev, ki bi se sprehajali po tistih lepih hribih, po drugi strani pa mislim, da si neandertalčeva piščal zasluži še pozornosti in s tem namenom sem tudi napisala glasbeno pravljico. Naredila bom ponatis, jo tudi malo podaljšala, ker je bilo zanimanje za to pravljico veliko in ker so knjige že pošle, sem se odločila, da jo še malo izpilim in sestavim ponovno v eno lepo glasbeno pravljico, ki ima seveda tudi opis, čisto tehnični opis neandertalčeve piščali oziroma tiddly-baba zraven, da se lahko vsak tudi izobrazi in da ugotovi, da je v pravljici vse res. Tako da ja, tem krajem sem hvaležna, da so, da tudi z njih črpam navdih in sem ponosna, da se je to zgodilo prav v Sloveniji. In to je bila, da mogoče še za ostale, torej flautofonija. Ja, tako, to je bila flautofonija. Tako, s tem, da ne sme... Flautofonija je v bistvu beseda, ki sem si jo nekako izmislila oziroma sem jo prvič slišala od ene skupine iz 60-ih let iz Italije, to je Area, in oni so uporabili ta izraz in zame je pač flautofonija podaljšek glasu in obratno. Ampak da smo čisto natančni in da bo tudi ljuben dimkarovski zadovoljen, ne smemo flavčevo, sem želela reči, neandertalčeve piščali vršti v istih koš kot flaut, samo flaut, ampak ona je veliko več. In ima tudi zmogljivosti, ki jih premore trobenta, naprimer trojni trilček in tako naprej, ki ga ne moremo zaigrati recimo na flavti. Tako da tiddly-bab ne samo, da je tako poseben, ampak združuje v sebi zmogljivosti večjih družin inštrumentov. Torej pihala plus trobila. In ta inštrument tudi sama igrate? Ja, sicer ne tako dobro, ampak tudi v glasbeni pravljici sem zaigrala na tiddly-bab in je uporabljen tudi moj zvok. Zanimivo. Vadim počasi in ko bom dovolj samozavestna, bom kakšno zaigrala tudi v živo. Pa žal že pokojni, torej Ljuben Dimkarovski, to je tudi ime, ki ga v Idriji kar poznamo, tudi z našim godbenim društvom je igral. Zato me samo zanima, sta mogoče imela kdaj priložnost igrati skupaj? Igrati ne, ampak sem ga pa srečala v zakulisju Cankarjevega doma, ko sva si delila oder, on sicer svojo točko je svojo. Imam pa lep odnos, prijateljski odnos z Katinko in tudi z Borisom, njegovim sinom. In ne boste verjeli, ampak jaz sem Borisa in Katinko prvič peljala tja, kjer so to piščal našli, ker žal on ni imel možnosti oziroma priložnosti, da bi to storil. In ko smo bili tam gor na vrhu Šebrelske planote, zadaj za cerkvico, moram povedati, da nam je vsem trem so nam tekle solze, lep spomin na njega. Pa igra tudi Boris morda? On je trobentač sicer, Katinka bolj obvlada. To smo pa enkrat slišali. Njemu je predal. Super, zelo lepo. Mislim, želela sem reči, Borisu je predal ljubezen do trobente, Katinki pa do... Ja, pa do tiddly-baba. Zelo težka beseda pravzaprav. Zdaj šele, ko jo povem, večkrat zaznam, da je zelo težka. Ja, tiddly-bab. In pri tem imenu sem si prav zapisala, morda veste, odkje je tiddly-bab ime? Ja,
seveda. Ja, se mi je zdelo, retorično vprašanje. To tudi piše v knjigi. Ja, tako da zdaj vemo, kje boste vi izvedeli, da jaz ne povem. Pa ne, da ne vem, imam napisano, ampak vseeno bomo pustili. Torej. Tako, zdaj pa mogoče samo še ena zadeva. Godbeno društvo rudarjev Idrija, skupaj ste nastopali. Kakšna je bila izkušnja? Zdaj, glede na to, da smo v idrijskem studiu, pa da bodo to gledali Idrijčani, zdaj kaj drugega, kot da rečemo, da je bilo fantastično in the best, se skoraj ne spodobi, pa vseeno, kako je bilo? Lahko povem, da jaz te aranžmaje še vedno izvajam. Prejšnji mesec sem nastopala v Brežicah s njihovim orkestrom in avtor aranžmajev je Domen Prezelj. Torej, v moji malhi aranžmajev za pihalni orkester so njegovi aranžmaji, ki jih bom izvajala tudi zdaj 3. septembra v Sežani, na primer. Kar je zanimivo pri teh aranžmajih, da jih je potem, ko sem prosila, če mi jih preda za nadaljno uporabo, rekel, da jih mora malo sfrizirati. In zakaj to? Zato, ker on je rekel, da ko piše aranžmaje, on točno pozna vsakega posameznika v orkestru in zato tako dobro ta orkester zveni. Ker on točno ve, kateri ton je optimalen za določenega trobentača, kateri obvlada ritem, kateri intonacijo in tako naprej. In Domen je tako spretno priredil, personificiral parte vsem članom in zato potem tako dobro na koncu vse skupaj zazvenelo. Ja, je bilo fantastično, res je bilo super in jaz upam, da še kdaj ponovimo. Tinkara, samo da se še navežem na Divje babe nazaj, ker sem pozabila to prej vprašati. Torej na naju. Ravno to sem v bistvu želela vprašati. Ste tudi sama kaj Divje babe? Ja, se koncert, ki sem ga imela takrat kot prvega, potem še enega, sem poimenovala Divja baba. In to je dobro, to so dobri atributi. Kaj pomeni Divja baba? Divja baba je tista, ki živi v sožitju z naravo. Pa vsaka baba mora biti malo divja. Posluša sebe, zna poslušati sebe, otroke, starejše ljudi, ranljive skupine in vse to, in umetnost in kulturo. In vse to bi jaz poimenovala tako z eno besedo oziroma z dvema besedama, da je to mehka moč žensk in to Divja baba ima. In jaz mislim, da ta mehka moč je lahko nekaj dobrega za današnji svet. Tako. In s temi besedami bi mogoče tudi kar zaključili današnji najin pogovor. Bi se res v imenu vseh tukaj zahvalila, da ste danes pristala na ta pogovor najin, da smo vas lahko gostili. Zdaj pa verjetno tudi že Danijel Matić čaka na trgu s kitaro v roki. Tako je. Tako da jaz si grem zagotoviti sedež, upam, da vi tudi. Tinkara, vas pa oder čaka. Hvala. Hvala za povabilo v vaš studio, za vaše minute v etru. Vsem en lep pozdrav in se vidimo v živo. Vam, dragi gledalci in pa drage gledalke, pa najlepša hvala za pozornost.